Energija silovitega čelnega trčenja je bila prevelik zalogaj za zmečkljive cone v karoserijah obeh vozil. Prednji del avtodoma ni optimalno zasnovan za učinkovito odvajanje oziroma razpršitev energije naleta. 3,5 tone težak avtodom, ki je skoraj dvakrat težji od avtomobila, je povzročil zelo veliko obremenitev na prednjem delu Citroena C5. Sile trka so pri obeh vozilih prodrle v potniški kabini in bi povzročile poškodbe potnikov. V avtodomu in avtomobilu je trk sklop nožnih stopalk potisnil daleč v kabino in povzročil veliko tveganje za hude poškodbe spodnjih okončin obeh voznikov. Kako hude deformacije obeh karoserij je povzročil nalet, zgovorno kaže dejstvo, da po nesreči brez zmogljive opreme za tehnično reševanje ni bilo mogoče odpreti voznikovih vrat ne v avtodomu in ne v avtu. Tudi velikih drsnih bočnih vrat na desni strani avtodoma ni bilo mogoče več odpreti na roke. Reševalci bi zato v notranjost avtodoma najhitreje vstopili skozi dvokrilna prtljažna vrata. Ker je silovit udarec povzročil zlom in sesedanje podnožja sedežne skupine v bivalnem delu avtodoma, bi tudi potnika zadaj utrpela hude poškodbe glave in trupa. Glava odraslega potnika je najprej zanihala daleč naprej proti naslonu voznikovega sedeža. Obstajala je velika nevarnost udarca v sedež. Pri odboju je zaradi polomljene sedežne strukture bivalne klopi glava odraslega potnika zgrešila naslon in udarila v kovinski okvir naslona. Prav konstrukcija sedežne skupine v bivalnem delu je šibka točka varnosti bivalne nadgradnje, saj ne zagotavlja enake opore kot avtomobilski sedež. Kompromis med bivalnim udobjem in potovalnimi zahtevami je najbolj krhek z vidika varnosti. Pri večini bivalnih kombijev sicer proti doplačilu ponujajo tudi sidrišča Isofix za pritrjevanje otroških varnostnih sedežev, a kljub temu premično blezinjenje in lesen okvir podnožja klopi ne zmorejo strukturnih obremenitev, ki jih prenese avtomobilska zadnja klop. Bivalna nadgradnja je razmeroma dobro vzdržala obremenitve ob trku. Obe dvojni postelji, zadaj in v povišeni podstrehi, pa kopalnica, prečno nameščena boksa pod zadnjo posteljo in pritrjen tovor v prtljažniku niso predstavljali nobene nevarnosti za potnike v avtodomu. Najbolj poškodovani so bili kuhinjski elementi, ki so med seboj povezani le z lesnimi vijaki. Sila trka je odtrgala kuhinjske predalčnike pod pultom. Posoda in živila so poletela vse do naslonjala voznikovega sedeža, polomljeno kuhinjsko pohištvo pa je še dodatno blokiralo poškodovana drsna vrata. Tako kot ostali elementi bivalne opreme bi tudi kuhinja morala biti močneje pritrjena v karoserijo. AMZS preskusni trk je dokazal, da je hiša na dveh kolesih med vožnjo lahko ob nepravilni uporabi zelo ranljiva in nevarna. Avtodom kljub svoji bivalni nadgradnji ni nepremičnina, zato je treba pred vsako potjo pametno in preudarno založiti bivalni del s hrano in tovorom. Predvsem pa se je treba zavedati, da avtodom postane hiša na kolesih, šele ko voznik ugasne motor. Vozite varno, po parkiranju pa uživajte bivalno udobje.